Dober večer. Včeraj smo povedali, da sta Jožef in Marija morala v Betlehem, v Jožefovo rojstno mesto, ker je cesar ukazal, naj se popiše ves svet, torej naj se preštejejo vsi prebivalci. Prisluhnimo danes, kako je bilo s potovanjem. Dolgo potovanje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. Marija je štela kilometre in oslove korake. Neštetokrat je čutila, kako se je otrok premaknil v njenem trebuhu. To potovanje je bilo dolgo in tudi vroče. Molila je, da bi ga bilo čim prej konec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. Zato, ker je štela, je Marija vedela, da je še veliko kilometrov do cilja. Ko sta nazadnje le prišla v Betlehem, sta iskala kraj, kjer bi se nastanila. Trkala sta na mnoga vrata. Toda na vseh je bil odgovor isti. Nobene prazne sobe nimamo, pojdita drugam. Marija je začela jokati. Čutim otroka, je zajokala. Otrok se bo vsak čas rodil. Nekje se bo morala ustaviti. Jožef se je še enkrat ozrl po ulici gor in dol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. In tam pri hišni številki 10 so bila vrata, ki jih je prej spregledal. Odprta so bila. Gostilničar se je smehljal. Ko ga je pa Jožef vprašal, če ima kakšno prosto sobo, je žalostno odkimal. Betlehem je prenapolnjen, je rekel in zavzdihnil. Čisto nič prostora nimamo več. Toda moja žena, je Jožef prosil. Moja žena bo vsak čas rodila. Vidim, je prekimal gostilničar. Toda na žalost vama ne morem pomagati. In začel je zapirati vrata. Prosim, je zaječal Jožef. Prosim, je prav tako zajokala Marija. Tedaj so se vrata nenadoma spet odprla. Tam zadaj za hišo, je pokazal z glavo gostilničar. Je prostor. Nič posebnega ni. Je pa toplo, čisto in suho. Tam lahko na varnem porodiš dete. Peljal ju je v hlev. In tam, med živalmi, je Marija končno legla in rodila Božjega sina. Kaj pa mi? Ali bomo jutri ob polnoči imeli polne sobe? Ali se bo našel prostor za Jezusa? Pa ne samo jutri ob polnoči, veste? Vsak dan. Povsod mora biti prostor za Jezusa. Naj zaključim z verzi Mati Terezije, ki pravi: širite ljubezen, kamorkoli greste. Naj nihče ne pride do vas,
brez da bi od vas odšel srečnejši. Lahko noč.